Gospa Eleonora, po poklicu ste ekonomistka, kot je bilo že rečeno. Kako pa ste zajadrali v umetniške vode? Najprej dam dva popravka. Jaz sem še vedno na odgovornem mestu v ETI-ju in slikarsko kolonijo oziroma svet slikarske kolonije vodim 20 let. Kako sem zajadrala? Kaj jaz vem, vsak človek ima v sebi različne interese in tudi jaz sem že kot otrok imela veliko afiniteto do kulture, tudi sama sem se udejstvovala v baletu, v pevskem zboru Vesna in nekako vse življenje spremljam z velikim veseljem različne kulturne dejavnosti, prireditve in zdi se mi, da te to nekako tudi notranje bogati, vsaj mene. Torej, omenili ste, da vam je umetnost, kultura že od nekdaj blizu, a sami tudi kaj naslikate? Ne, naše društvo, mi smo organizatorji teh likovnih srečanj, slikajo pa oziroma ustvarjajo pa akademski slikarji oziroma kiparji, likovni umetniki, ki se nam priključijo. Kakšne hobije imate pa vi? Kot sem rekla, zelo rada spremljam različne kulturne dogodke, že od nekdaj sem se rada ukvarjala tudi športom, tako da predvsem za svojo rekreacijo in kondicijo se ukvarjam s hojo, plavanjem, smučanjem in tako naprej, pa precej časa zavzame pač delo, služba, tako da veliko več časa ne ostane. No, pa ko že omenjate službo, kateri so pa največji izzivi pri delu, s katerimi se soočate? Kot smo opazili, ena skupna rdeča nit današnjih nas ženskih nominirank, da smo pravzaprav ženske v precej moškem svetu. Saj tako se je včasih reklo, recimo elektrotehniki oziroma področju branži, kjer je ETI dejaven. Tako da jaz sicer sem vedno to smatrala kot prednost, posebej, ker na vseh sestankih in tako naprej nisem čutila nobenega pritiska, da pač kot ženska ne bi mogla teh stvari dobro upravljati. Tako da lahko rečem, da sem ponosna, da 38 let sebe smatram namreč profesionalno, predvsem kot etijevko, da že teh 38 let ustvarjamo skupaj s številnimi kolegi uspešno zgodbo etija, ki se je iz enega podjetja slovenskega, dejavnega predvsem na jugoslovanskem trgu, preoblikoval v uspešno mednarodno podjetje, ki prodaja svoje izdelke v 80 držav, ki svoje prihodke več kot 90%, 94% prihodkov ustvarja na mednarodnih trgih, v dnevni veliki konkurenci globalistov, kot so Siemens, ABB in tako naprej. Tako da predvsem sem ponosna na ta del svojega delovanja. Pa če se vrneva malo mogoče nazaj na ženske v vašem poklicu in v družbi nasploh, se vam zdi, da smo danes ženske dovolj slišane in upoštevane? Mislim, da čezdalje bolj. Nisem nikoli čutila tega, da bi bile ženske bistveno premalo slišane. Mogoče so bile razlike v plačah, ali so to nekatere čutile mogoče dosti bolj kot jaz. Mislim, da čezdalje bolj, tudi gospa Alenka je lepo povedala za strojništvo. Če pa se navežem na recimo likovno umetnost, prvih 30-40 let so v kolonijo prihajali samo moški. Danes se vpiše na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani 70% žensk. In tudi če pogledamo vpise na druge fakultete, mislim, da vidimo, da se ta mogoče malo predsodek, malo pa tudi dejansko stvar bistveno spreminja.
Pa se je mogoče udeležba na koloniji prevesla mogoče v prid žensk organsko, ali ste vi se kaj aktivno trudili za to? Prav tudi zaradi tega razloga, ker je tudi, bom rekla, čedalje več žensk slikark akademskih, malo pa tudi sami mi skrbimo za kvote, čeprav mi ta beseda pravzaprav ni všeč. Kolonije se udeležujejo slikarji z vsega sveta. Kako se vam pa zdi, da Slovenija obravnava umetnike v primerjavi z drugimi državami, kot slišite recimo od drugih udeležencev, udeleženk? Jaz bi tukaj kar ene 3 paralele mogoče postavila. Ko pride nek turist v Slovenijo prvič, se mu zdi, je navdušen. Je Slovenija lepa, ponudi dobro hrano, ljudje so prijazni, narava je krasna. Ko pride recimo kupec, prvič potencialni kupec v Eti, je navdušen. Vidi, da gre za eno resno firmo, da ima zadaj postavljeno tehnologijo, znanja na svetovnem nivoju, ljudi, ki so predani in zavzeti pri svojem delu. Ko pride nek slikar ali pa likovni umetnik prvič v našo kolonijo, je navdušen. Prvič, ko vidi, mogoče ali je to tujec ali domačin, sploh domačini iz drugih krajev, ko pridejo v Zasavje, mogoče s kakšnim predsodkom, se jim to v hipu razblini. Lepa narava, prijazni ljudje in pa tisto nekaj, kar Zasavje ima, vedno grejo ljudje navdušeni iz teh kolonij. In mogoče mi vsi premalo to cenimo, premalo to upoštevamo, premalo to vemo. Poglejmo okrog sebe, pa se tega včasih bolj zavemo. Gospa Eleonora Kramar, naj vam na tej točki izrečem iskrene čestitke za nominacijo za Zasavko leta in za vse vaše dosežke. Hvala.